uspešno delo mešanega pevskega zbora Klaster je tudi po nekaj letih zatišja nadaljevala vokalna skupina Klaster v ženski zasedbi, ki deluje od leta 2015 pod vodstvom skladateljice, pianistke in učiteljice petja Jelke Bajec-Mikuletič. Pevke uspešno vokalno poustvarjanje dokazujejo na revijah in številnih nastopih. Junija prirejajo tradicionalni letni koncert v cerkvi v Zevšah, v decembru prirejajo praznične koncerte, vsako leto obeležijo 8. februar v knjižnici na Rakeku in gostujejo po celi Sloveniji. Poseben poudarek pa namenjajo ohranjanju starih običajev. Tako skupina kljub visokemu nivoju petja presega svoje poslanstvo pevske skupine in skrbi, da se bodo stare pesmi in običaji ohranili tudi prihodnjim rodovom. Člane folklorne skupine vsa leta združuje ples, pesem, glasba, običaji in navade. Prvo leto delovanja je bila njihova mentorica, gospa Mojca Lepej, ki je žal že pokojna, nato je mentorstvo skupine prevzela gospa Vida Žlogar. Vsa leta se dobivajo ob nedeljah ob 18:30, kjer trenirajo in pripravljajo splete ljudskih plesov in pesmi. Tako so že pripravili ohcet, Mihaelov sejem, ples Šuštarjev, polharski splet, splet Dragonarje prijezdil, Butalci na plesu in druge. Vsako leto se prijavijo na območno srečanje folklornih skupin in kar 15-krat so nastopili tudi na regijskih srečanjih folklornih skupin. Najbolj so ponosni, da jih je javni sklad izbral za Beltince, kjer so nastopali na 49. festivalu folklornih skupin Slovenije s spletom Stari mož. Veliko nastopajo tudi v tujini. Tako so nastopali v Španiji, Franciji, Češki, Madžarski, Italiji, Avstriji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini in večkrat na Hrvaškem. Letos so bili povabljeni v Kamnik, kjer so se udeležili 50. povorke narodnih noš. Za vse to so zaslužni vsi plesalci in godci, ki pa se jih je v tem času že precej zamenjalo. Naj bo ob zaključku velika iskrena želja, da bi v medsebojnem spoštovanju in sodelovanju še dolgo uživali v številnih bodočih folklornih dogodivščinah. Gledališka skupina je po dobrem letu od ustanovitve pripravila prvo komedijo Kdo je ubil Mici, avtorice in režiserke Bojane Mišič. Sledila je gledališka predstava kabarejskega značaja Rakovizija, ki je bila parodija na izbor Evrovizije in avtorsko delo Bojane Mišič ter Aleša Štefančiča. V naslednjih letih so se zvrstile situacijske komedije, vohunska komedija, igre v verzih, muzikal, ljudska burka s kriminalnim priokusom in kot zadnja Partljičeva komedija Čaj za dve. V vsem tem času so odigrali 12 iger pod vodstvom različnih režiserjev, tudi profesionalnih. V gledališki skupini se je v vseh teh letih zvrstilo okrog 30 igralcev različnih starostnih skupin, ki so hkrati sami poskrbeli za sceno, kostume in logistiko. Znanje in izkušnje so nabirali na številnih tečajih, delavnicah in seminarjih. V vseh 12 predstavah je igrala Maja Malc, ki je bila kar nekaj let tudi predsednica gledališke sekcije in povezovalka različnih prireditev, tako v okviru kulturnega društva kot tudi ostalih društev. Sekcija klekljaric ima 44 veselih in zelo družabnih članic, ki predstavlja odličen primer dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja. Najmlajša članica ima 15 let, najstarejša pa nekaj čez 80. Okroglo obletnico delovanja bomo proslavljali naslednje leto.
Ponosne smo na vseh izvedenih 19-letnih razstav, ki smo jih vsako leto otvorile na prvi vikend v juniju. Naše umetnine običajno celo leto krožijo v različnih ustanovah z namenom, da si jih ogleda čim širši krog ljudi. Srečanja potekajo celo šolsko leto, enkrat na teden, pod vodstvom zelo prijetne in vedoželjne mentorice, ki z neverjetnim čutom za učenje uspe približati tovrstno znanje vsakemu zainteresiranemu. Ponosne smo, da čipke v današnjem času zopet postajajo cenjene ne le kot del UNESCOve kulturne dediščine, ampak jo sprejemajo vse generacije kot unikaten izdelek z zgodbo, ki da prostoru, obleki ali osebi z nakitom poseben pečat. Vsako leto mentorica predstavi eno od novih tehnik, ki obogati naše znanje. Udeležujemo se tudi izobraževanj v prestolnici čipke, pri mojstricah čipkarske šole v Idriji, prav tako pa se udeležujemo tečajev in tekmovanj. Klekljanje je zabavno, sproščujoče, bistri in je lahko tudi ena od terapij za zdravo počutje, saj pri tem uporabljamo fino motoriko rok in krepimo Starostnih omejitev ni, prav tako ni potrebno nobeno predznanje. Vabimo vas, da se nam pridružite vsi, ki imate radi ročna dela, pa tudi tisti, ki bi se radi ob dobri družbi sprostili in pri tem izdelali unikatne izdelke. Člani likovne sekcije smo se prvič zbrali jeseni 2002. Prvo razstavo smo imeli že spomladi 2003 v prostorih osnovne šole na Rakeku. Skozi 20-letno delovanje smo spoznavali različne tehnike likovnega izražanja. Preizkusili smo se v olju na platnu, akrilu, akvarelih, pastelih, risanju s svinčniki, ogljem, peresi, slikanju na svilo, slikanju z zemljo, ustvarjanju z glino ter izdelovanje mozaičnih slik. Po končanih tečajih smo svoje izdelke postavili na ogled ljubiteljem lepega. Odzivi so bili pozitivni. Z razstavami smo gostovali v domači občini ter širom po Sloveniji. V 20-letnem delovanju smo izvedli kar nekaj uspešnih projektov. 17 srečanj extempore, 8 dvotedenskih mednarodnih taborov Vajkard, 3 večdnevne delavnice slikanja z lopatko pod vodstvom mentorice iz Francije, 3 razstave Galerija ob Cerkniškem jezeru in mnoge druge. Uspešno sodelujemo s knjižnico Jožeta Udoviča in gostujemo v njihovih razstavnih prostorih. V poletnih mesecih skupaj s sekcijo Mozaik pripravimo razstavo v gradu Snežnik, gostovali smo že v mnogih galerijah širom Slovenije. Naša dejavnost je bogata in vsak lahko najde v njej kaj zase. V 2 desetletjih delovanja se je razvila v eno najmočnejših likovnih skupin na našem področju. Pod vodstvom mentorice, magistrice umetnosti akademske slikarke Karmen Bajec, se srečujemo enkrat tedensko. Vabimo vas, da se nam pridružite. Po nekaj uspešno izpeljanih tečajih Mozaika v okviru likovne sekcije se je oblikovala skupina članic, ki si je želela ustvarjati samo mozaike. Zato smo spomladi 2017 ustanovili samostojno mozaično sekcijo. Začeli smo z izdelavo mozaičnih slik. Večkrat smo obiskali šolo mozaikov v Spilimbergu, kjer smo se seznanili z različnimi tehnikami izdelave, motivi in si nabrali idej za nova ustvarjanja. Vsako leto si določimo skupno temo. Dela predstavimo na razstavi v domači knjižnici in njenih enotah, potem pa jih ponudimo na ogled tudi po drugih razstavnih prostorih. Skupaj z likovniki organiziramo galerijo ob Cerkniškem jezeru ter razstavo v gradu Snežnik. Naša dejavnost pa je poznana tudi po izdelavi mozaičnih sten. Prvo, živali našega področja v naravni velikosti,
smo postavili pred vhodom v prvo triado rakovške osnovne šole v septembru 2017. Sledila je stena pri gostišču Furman na Rakeku v jeseni 2018. Naslednje leto pa smo prejeli vabilo iz Mehike za sodelovanje v dobrodelni akciji za svet brez lačnih otrok. Povabilo smo sprejeli in v veliki medgeneracijski akciji izdelali elemente za mozaično steno pri Deos centru starejših v Cerknici. V času karantene 2020 tudi nismo mirovale. Doma smo izdelale trakove za steno pri avtobusni postaji na Rakeku in jih montirale v jesenskem času. V sodelovanju z osnovno šolo Rakek smo ob njihovem prazniku sodelovali pri postavitvi stene Satovja pri glavnem vhodu v šolo. Istočasno smo zaključevali še steno po predlogi ilustratorja Marjana Mančka po Medvedovih stopinjah, ki je nastala na pobudo turističnega društva Menišija in je postavljena v Begunjah pri Cerknici. Mozaičenje je postala zelo priljubljena tehnika ustvarjanja. Po prvih 5 letih delovanja smo postali prepoznavni, snujemo pa že smele načrte za naslednjih 5. Vodi nas mentorica Eva Ule, sestajamo pa se enkrat tedensko. Sekcija za balet in sodobni ples je bila ustanovljena leta 2009 pod vodstvom mentorice Teje Novak. V letih pred 2020 se je sekcija lahko pohvalila s preko 40 mladih plesalk in plesalcev. Čas korone pa je prinesel v sekcijo prilagoditve in osip v skupinah. Kljub temu, da se mentorice trudijo približati sodobni ples predvsem predšolskim otrokom in jih skozi ustvarjalni gib navduševati vse do konca osnovne šole. Sekcija se uspešno predstavlja na plesnih revijah že od samega začetka. Udeležujejo se območnih in regijskih revij in se od tam vsako leto z vsaj eno točko uvrstijo tudi na državno revijo plesnih skupin. Poleg revijalnih nastopov jih lahko vidite tudi na plesnih festivalih, na različnih kulturnih prireditvah ter na samostojnih nastopih v kulturnem domu ob koncu leta. Plesalci sekcije za balet in sodobni ples se uspešno povezujejo tudi z ostalimi sekcijami kulturnega društva Rak. Mešani pevski zbor deluje že 20 let in je bil med ustanovitvenimi sekcijami društva. Na začetku je združeval pevke in pevce različnih starosti, kasneje pa so šli mladi na svoje in tako se je pevska dejavnost kulturnega društva Rakek razširila na 2 zbora. Mešani pevski zbor je nadaljeval svojo dejavnost pod vodstvom zborovodkinje Danice Štefančič. Repertoar pevskega zbora obsega predvsem slovenske narodne in umetne pesmi. Pripravljajo samostojne koncerte z gosti ter sodelujejo na raznih lokalnih in občinskih prireditvah. Povezujejo se tudi z drugimi društvi in organizacijami v kraju ter z osnovno šolo. Kljub temu, da se je v zadnjem času število pevcev precej zmanjšalo, vztrajajo in si želijo, da se jim še kdo pridruži. Še posebej cenijo pripravljenost za sodelovanje in prijateljske vezi, ki so se stkale med njimi.